Dober dan, lepo pozdravljeni vsi, ki ste se nam pridružili na današnjem virtualnem srečanju v organizaciji Blejskega vodnega festivala. Verjetno ni treba posebej poudarjati, da je vodni festival še eden izmed dogodkov, ki jih letos ni bilo mogoče izpeljati tako kot v prejšnjih letih. Vseeno pa se zdi, da je primeren trenutek, da z današnjo razpravo znova osvetlimo pomen kakovosti voda in oskrbe z vodo. Nenazadnje nas je prav zdravstvena kriza opomnila, kako bistvena je higiena. Podnebne spremembe pa nas že nekaj časa tudi opozarjajo na težave pri upravljanju z vodo in z vodnimi viri. Pred nami je torej zanimiva in nedvomno aktualna razprava pod naslovom Voda in njen vpliv. Moje ime je Adrijan Bakič in bom v prihodnji uri in pol nekako usmerjal to debato, ključni pa bodo seveda naši gostje. Svoje poglede bo predstavilo 5 razpravljavcev, lepo pozdravljam. Z nami so dr. Nataša Sovič, vodja enote za vode in tla pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, Bonija Miljavac z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, območna enota Novo mesto, z Ministrstva za okolje in prostor se nam je pridružil dr. Mitja Bricelj, gospod Iztok Rozman je direktor projektov v Zbornici komunalnega gospodarstva, Gospodarska zbornica Slovenije. Z nami je tudi gospod Hakim Elkjar iz podjetja TF Lab, ki se ukvarja z raziskovanjem in razvojem filtracijskih sistemov. Lep pozdrav vsem skupaj, upajmo, da bodo spletne linije zdržale, da se bomo ves čas vsi dobro slišali in videli. Preden pa začnemo, naj povem, da bomo k udeležbi povabili tudi vse, ki to spremljate prek spletne aplikacije, in sicer tako, da boste vprašanja zapisali v pogovorno okno, tako imenovan chat. To bo v drugem delu pogovora, na to vas bom pozneje še spomnil. Dogodek pa se tudi snema, tako da bomo vsi s tem seznanjeni. Zdaj pa predlagam, da kar začnemo, seveda moramo začeti pri trenutnih razmerah v svetu in za začetek predlagam nekakšen hiter krog kratkih odgovorov, da vas vse slišimo, morda tudi malo za ogrevanje. Spoštovani gostje, zdi se, da se je epidemija COVID-19 zažrla vse pore našega življenja. Na kakšen način je po vaši oceni, po vašem opažanju vplivala na dostop oziroma oskrbo s pitno vodo? Kaj pravite? Morda začnete vi, gospa Sovič. Dober dan, pozdravljeni. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je izvajalec državnega monitoringa pitne vode in v bistvu smo tukaj tudi, bom rekla, v začetku meseca marca naleteli na nekoliko težavn dostop do mest vzorčenja. Se pravi, marsikateri objekti, kjer smo običajno vzorčili pitno vodo, so bili v tem času epidemije, pa še tudi zdaj so zaprti in smo morali hitro najti neka nadomestna mesta. Tako da nismo želeli prekiniti samega nadzora nad pitno vodo, zato smo pač mesta vzorčenja prilagodili tako, da smo odvzemali vzorce pred stavbami, se pravi izven hišnega omrežja, na hidranti, kjer je bilo to mogoče, tudi marsikje na kakšnih drugih mestih kot bencinskih servisih. Seveda nismo želeli nekemu tveganju izpostavljati tudi prebivalcev, ker marsikatera mesta vzorčenja so tudi v privatnih hišah, ne, in smo vsekakor to vzorčenje nadaljevali po dogovoru z temi prebivalstvi, z minimalnim stikom. Seveda ob tem pač kakorkoli beležimo neko opažanje, da je nek tak splošen dostop do pitne vode v tem času otežen. Tudi marsikateri upravljavci se niso odločili, da bi montirali recimo javne pitnike, ki smo jih bili navajeni čez poletje. Tako da tudi zaradi obvladovanja stikov in pa te epidemije. Mogoče bi še tukaj kot eno pozitivno izkušnjo poudarila, da so se upravljavci že na začetku vodovodnih sistemov začeli povezovati, se pravi, si izmenjavali izkušnje, tudi prebivalci so v zvezi z epidemijo postavili marsikatero vprašanje, tudi to, ali je prenos covida možen preko pitne vode, ne, in nekako tukaj smo zavzeli seveda stališče, da pitna voda v Sloveniji deluje na principu več ovir, se pravi postavljeno več barier
ki pač kakorkoli to kontaminacijo preprečuje in je verjetnost prenosa teh okužb preko pitne vode v bistvu zelo majhen oziroma zanemarljiv. Dobro. Hvala za zdaj. Morda nadaljujete vi, gospod Rozman, kaj se vam zdi v tem trenutku najpomembnejše? Se slišimo? Gospod Rozman? Se opravičujem, se slišimo, sam nisem prižgal mikrofona. Dobro. Torej, še enkrat, z vidika izvajalcev javne službe, jaz mislim, da nam je ta epidemija nedvoumno pokazala, da so v bistvu občinske obvezne javne službe, še posebej pa oskrba s pitno vodo, ene od ključnih storitev za delovanje družbe, od javnega zdravja pa tudi pol naprej do delovanja gospodarstva in drugih podsistemov družbe, kakor tudi izredno pomembne za zdravje in življenje vsakega posameznika. To je seveda pomenilo, da jih tudi v taki krizni situaciji morajo izvajalci javne službe oskrbo s pitno vodo pač neprekinjeno izvajati, ne glede na krizno ali pa ne krizno situacijo. Takrat marca smo bili vsi skupaj soočeni s situacijo, ki jo nismo seveda niti pričakovali, niti nismo bili na njo prav dobro pripravljeni. Komunale so se, mislim, da dosti hitro organizirale na način, da so zmanjšale možnost okužb med zaposlenimi na minimum, ker je bilo to v bistvu najbolj pomembno za neprekinjeno izvajanje javne službe po tem nadaljevanju. V sami družbi, tudi tako pri občinah, ki so pa zadolžene za oskrbo s pitno vodo, kakor tudi na državnih organih in povsod, jaz mislim, da je ta epidemija povzročila, da se je zavedanje pomembnosti oskrbe s pitno vodo povečalo. Jaz upam, da se je povečalo tudi v sami javnosti in da bo mogoče to povzročilo v nadaljevanju neke pozitivne spremembe, da bi ta sistem postal še bolj robusten, še bolje organiziran, ker treba je priznati, da vsaj na državni ravni je trenutno pač zadeva precej podhranjena. Mogoče bi na tem mestu še omenil, mi smo seveda sodelujemo v mednarodni organizaciji združenj za oskrbo s pitno vodo, podvajanje in čiščenje EURO, kjer smo seveda od marca naprej imeli ogromno razprav povezanih s temi kriznimi razmerami. Takrat je bila ena najpomembnejših ugotovitev, da vsaj v Evropi oskrba s pitno vodo kot javne službe ne predstavlja velikega tveganja za sam prenos virusa oziroma za samo širjenje virusa. Ugotovljeno je pa seveda bilo še enkrat, da gre za eno od ključnih storitev, ki jo treba neprekinjeno izvajati, ker je izredno pomembna, lahko bi pa ta epidemija bistveno vpliva na samo njeno izvajanje, tako z vidika okužb v samih podjetjih, da bi prišlo do problema glede, bi rekel, kadra za izvajanje te javne službe in tudi zaradi morebitne gospodarske krize, ki se je nakazovala, da bi morda lahko prišlo do težav pri plačevanju stroškov te javne službe ali pa tudi zaradi ustavitve posameznih dejavnostih, na primer v kakšnih turističnih občinah, tam, kjer je bilo veliko gospodarstva, kjer so potem delali od doma, se je kar poznal tudi upad, bi rekel, porabe pitne vode zaradi ukrepov, zaradi izvajanja ukrepov. In seveda, ker se očitno zdravstvena kriza preveša tudi v gospodarsko krizo, jaz mislim, da ta tveganja v nadaljevanju niso čisto izključena, tako da bo treba biti tudi naprej še pozoren na to. In jaz sem prepričan in upam, da bomo naredili vse, da bo zdrava pitna voda še naprej tekla iz naših pip. Dobro, toliko za uvod. Bomo še razdelali le zadeve v nadaljevanju. Predlagam, da nadaljujeva midva, gospa Milja Vac. Za Nacionalni inštitut za javno zdravje trenutna zdravstvena kriza brez dvoma velik zalogaj, morda celo največji v zadnjih desetletjih. Česa je vas naučila če govorimo o oskrbi s pitno vodo, o kakovosti pitne vode, trenutna epidemija? Ja, zdaj seveda voda je naša osnovna dobrina, ne, in je in naj bi ostala seveda javna dobrina, ne, zato se moramo prizadevati. Tako kot se po sedanjih izsledkih ugotavlja, voda ni, prek vode se ta novi koronavirus naj ne bi prenašal, ne, čeprav ji pravzaprav sledimo, ne, že v odpadni vodi, a ne. Po drugi plati je pa seveda tukaj tudi voda nekaj, kar nas pred epidemijo tudi obvaruje, ne. Seveda, vkolikor je
čista. Že osnovni ukrep umivanja rok, ki ga zelo promoviramo, poleg razkuževanja, je povezan z dostopom do ustrezne pitne vode. Tako da tudi v jeku te epidemije je seveda pomen vode še toliko, bom rekla, večji, in tako kot jo imamo velikokrat kot samoumevno, kot nekaj, kar priteče vsakič, ko odpremo pipo, bi recimo v taki situaciji zmanjšan dostop do pitne vode še toliko bolj lahko prizadev in vplival na širitev epidemije, za katero iz dneva v dan sprejemamo vse strožje ukrepe in poskušamo zajeziti njeno eksponencialno naraščanje. Dobro. Gospod, o vaši inovativni rešitvi bo vam spregovorila malce več kasneje, ampak za začetek morda, kje vi vidite vpliv zdravstvenih razmer na oskrbo s pitno vodo v tem trenutku? Pravzaprav imamo srečo, da se virus ne prenaša z vodo zaenkrat. In tako da mislim, da so vsi vodovodi pripravljeni na situacijo, tako da zaenkrat je vse v redu. Bolj me skrbi odtočna voda, se pravi kanalizacija, kaj se pol tam dogaja, ampak glede na to, da kot sem rekel, virus ni tako vzdržljiv in današnje metode dezinfekcije to uničijo, imamo srečo zaenkrat. Še vi, gospod Bricelj, kako vi vidite, dolgo se s problematiko vodnih virov ukvarjate, kaj opažate v zadnjem letu? Dober dan, zagotovo korona, dimenzija, ki je samo ukrepila spoznanje in hkrati skrb, da je voda izjemno pomembna za zdravje in življenje in razvoj v določenem lokalnem in regionalnem okolju in seveda to je za mene tisto, kar je milo rečeno prineslo ne samo skrb, ampak tudi na nek način zbeganost. Tukaj jaz mislim, da bomo lahko tudi danes mogoče kaj rekli o tem, da ljudje je treba povedati seveda znanjem, ki ga imamo, vključno za uporabo mednarodnih izkušenj, praks, ki se pravzaprav zdajle pospešeno verificirajo, od Svetovne banke do mednarodnih inštitucij, ki želijo na nov način, da rečem, resetirati odnos do naravnih virov in odgovornost ljudi oziroma uporabnikov do naravnih virov za zdravo prihodnost. To je tisto, kar vidim, da na teh področjih se zelo veliko dela in razmišlja za spremembo delovanja, bolj učinkovito, če me sprašujete o tem. Drugo pa je, in se pridružujem predhodnikom, da pa ob tem ne smemo pozabiti seveda na stare grehe oziroma obstoječa ravnanja, ki so povezana z, bom rekel, tako imenovanim klasičnim ravnanji, ki ogrožajo naše vodne vire. Od ravnanja z odpadki in povezanimi s cednimi vodami, ki iz teh izhajajo, do drugih kemizacij okolja, ki seveda slej ko prej zaidejo v vodne vire in še zlasti nikakor kmetijstva, ki je seveda izjemno pomembno za prehransko varnost, ampak tudi izjemno pomembno, če ni pravilno zasnovano, da onesnažuje recimo naš vodni vir oziroma tisto, na kar bi želeli biti ponosni kot uporabniki vode iz pipe, na primer. Tukaj imamo kar za veliko postoriti in sem pravzaprav vesel, da imamo danes priliko o tem govoriti. Dobro. Hvala za te vaše prve občutke, pa morda, gospod Rozman, midva nadaljujeva, ker ste nekako že načeli v svojem prvem nastopu tole. Kako so se javne službe soočile z epidemijo, prilagodile epidemiji bolj natančno, če lahko poveste, kaj ste ugotovili?
Mikrofon. Mi zmeraj dela težave. Javne službe so se seveda prilagajale razmeram epidemije, sploh v začetku. Zdaj mislim, da so se zadeve že malo stabilizirali oziroma so nekako dodelali protokole, kako se prilagajati, s tem, da so seveda najprej na nek način omejile ali pa celo prepovedale dostop uporabnikov v poslovne stavbe. V bistvu ta epidemija je tudi pokazala, da se da veliko večino zadev urediti elektronsko ali preko telefona ali preko elektronske pošte ali kakorkoli, to se pravi brez osebnega stika. Recimo, potem so organizirali ekipe na tak način, da so, ne vem, če so že morali imeti kakšne sestanke, jih imeli v zunanjih prostorih, ali da so prihode na delo organizirali na način, da so prihajali v 15-minutnih zamikih, da so v oblačilnicah organizirali delo, tako da je prišlo do čim manj osebnih stikov, tudi v vozilih, kakorkoli, z maskami, zaščitno opremo. V glavnem vse ukrepe so potem delali na način, da bi zagotovili, da bi prihajali do čim manjše možnosti prenosa virusa med zaposlenimi, če bi pač kdo prišel, da bi bil okužen, da bi to tveganje, bi rekel, za prenos zmanjšali na minimum. In v bistvu ves čas epidemije do zdaj se je pokazalo to za dokaj uspešno. Ne poznamo primera, da bi bilo izvajanje samih storitev zaradi okužb v kakšnem podjetju v Sloveniji ogroženo. Tudi na evropski ravni do tega več ali manj ni prihajalo. Sprejemajo so pa zelo podobne ali pa celo enake ukrepe kot mi, tako da smo popolnoma primerljivi z vsemi državami v evropskem prostoru. Gospa Miljavac, oskrba s pitno vodo je nedvomno ena ključnih storitev tudi za javno zdravje v tem času tako pomembno. Kako pravzaprav pri nas poteka nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode? Zdaj za zdravstveno ustreznost pitne vode je predvsem odgovoren upravljavec vodovoda. Kaj to pravzaprav pomeni, zdravstveno ustrezna pitna voda? To bi morda poenostavljeno lahko rekli, da je voda, ki ne predstavlja nevarnosti za zdravje uporabnika, in običajno te dejavnike delimo na mikrobiološke in fizikalno-kemične, kar pomeni, da v vodi ne sme biti zdravju škodljivih mikroorganizmov ali kakšnih snovi v koncentracijah ali številu, ki bi lahko povzročala škodo zdravju. Kakšna škoda lahko nastane, je seveda zelo povezano z individualnimi karakteristikami posameznika, torej o dovzetnosti. Recimo znano je, da so določene skupine prebivalstva že tako bolj občutljive, govorimo recimo o otrocih, o starostnikih, o kronično bolnih ali pa osebah v terminalnem stadiju neke bolezni. Seveda je odvisno tudi od infektivne doze, ki jo nekdo sprejme ob pitju vode, vnašanju v telo, in seveda o sami virulentnosti nekega patogena. Zdaj, zaradi tega je treba vzpostaviti učinkovit nadzor in ta prvi nadzor, katerega bi lahko omenili, v bistvu notranji nadzor na principih HACCP-a, ki ga postavi sam upravljavec. In v sklopu tega nadzora mora upravljavec prepoznati vse morebitne nevarnosti, nevarne dogodke, ki bi lahko ogrozili ustreznost pitne vode, in si predpiše način, kako bo jih prepoznaval, kako bo jih čim prej odkril in seveda obvladoval. Poleg notranjega nadzora se izvaja tudi uradni nadzor, za tega je pač pristojna zdravstvena inšpekcija, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, ki preverja, ali upravljavec izpolnjuje zahteve za pitno vodo. Vse zahteve, ki so predpisane tudi zakonodajo,
predvsem o pravilniku o pitni vodi, predpisanih mejnih vrednostih, ki ne smejo biti presežene. In v primeru določene neskladnosti je treba seveda čim prej izvesti ukrepe za njihovo odpravo. Kot je tudi kolegica z Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano povedala, se spremljanje kakovosti pitne vode na pipah uporabnika izvaja tudi v sklopu monitoringa pitne vode, ki poteka po predpisanem planu in programu na vseh vodovodih, ki oskrbujejo več kot 50 uporabnikov, pa tudi nekaterih manjših. Morda bi vam, potem ko govoriva, bi vam eno podvprašanje, da ravno v letošnjem letu smo videli skrb vzbujajočo kontaminacijo v Anhovem, zgodbe zdaj na tem mestu ne bomo preveč obnavljali, ker jo vsi dobro poznamo, ampak bi vprašal, kakšno grožnjo dejansko za zdravje predstavlja zdravstveno neustrezna pitna voda? To se je v Anhovem gotovo zgodilo. Zdaj, če govorimo o Anhovem, imamo pravzaprav mešano zgodbo, imamo določene aktualne dogodke, imamo tudi trajne slabosti, zaradi katerih ocenjujemo, da je recimo varnost vodooskrbe tam, lahko pa tudi kje drugje neustrezna. Zdaj, vkolikor govorimo o mikrobiološki onesnaženosti, so običajno posledica črevesne nalezljive bolezni. Se pravi, da posameznik pridobi določene znake, to prepozna po določenih znakih, recimo, da je to lahko slabost, bolečine v trebuhu, driska, povečana temperatura, lahko pa pride tudi do sistemskih zapletov, kadar so prizadeti tudi drugi organi in organski sistemi in celo do življenjsko ogrožajočih situacij. Ko govorimo zopet kot primer Anhovo, tam je veliko industrije in obstaja nevarnost, recimo, da bi v vodotok zašle tudi določene kemične nevarne snovi. Zdaj, pri izpostavljenosti tem snovem v pitni vodi redko kdaj pride do tako močne izpostavljenosti, pri kateri bi lahko učinke opazili že tisti dan ali naslednji teden, naslednji mesec ali leto, Običajno pri izpostavljenosti nevarnim snovem, v bistvu govorimo največkrat o nekih odloženih učinkih, do katerih seveda lahko pride ali ne. In je velikokrat pravzaprav zelo težko posledico povezati samo z eno vrsto izpostavljenosti, kajti v življenju smo izpostavljeni mnogim vplivom in snovema. Se pravi, če bi govorili morda o neki zdravstveni posledici, ki je težka, kot je recimo obolenje zaradi raka, je to lahko posledica ne samo izpostavljenosti preko pitne vode, ampak tudi mnogih drugih osebnih navad in življenjskega sloga, kot so kajenje, način prehrane, gibanje in podobno. Dobro. Gospa Sovič, če nadaljujeva vidva, nekaj o nadzoru nad pitno vodo smo že slišali, pa se kakovost voda pri nas izboljšuje. Kaj vaše raziskave kažejo? Ja. Zdaj, na podlagi podatkov monitoringa pitne vode ocenjujemo, da se je stanje pitne vode precej izboljšalo. Monitoring pitne vode omenjam zato, ker poteka kontinuirno od leta 2004 in imamo nekako primerljive podatke, pravzaprav za vse vodovode, ki oskrbujejo vsaj 50 uporabnikov. Zdaj, ko smo začeli z monitoringom leta 2004, smo imeli fekalno onesnaženih vzorcev kar 20%, kar je ogromna številka. In če pogledamo podatke danes, smo v bistvu, da je tak delež šele, padel na 1,5%, kar je precejšno izboljšanje. Seveda nas ne sme to uspavati, težiti moramo k temu, da bomo imeli
varno vodo še naprej, da izboljšujemo ta odstotek. Če pogledamo pa kemijsko skladnost vode, se pravi, smo pa še nekoliko boljši, saj kemijsko skladno vodo dosežemo kar v 99%. Ponovno poudarjam, da pač zdaj delamo monitoring na teh parametrih, največkrat, ki so predpisani za pravilnikom o pitni vodi, se pa zavedamo, da je ta nabor nekoliko zastarel, ne, in se trudimo glede na finančne možnosti, da vključujemo tudi druga modernejša onesnaževala, kot so ostanki zdravil, tudi ostanki sredstev, ki jih vsakodnevno uporabljamo, kot recimo v dnevni regi različne dišave in podobno, ne, se pravi tudi sredstva za preprečevanje korozije, in vedno nadgrajujemo program monitoringa. Moram povedati, da tudi celotna Evropa ali pa celotni svet tem novodobnim onesnaževalem posveča vedno več pozornosti, tudi z zavedanjem, da pravzaprav število prebivalcev v svetu raste, da je teh pritiskov vedno več, da se ljudje staramo, posledično uživamo več zdravil. Tudi so narejene marsikatere študije, da recimo zdravil porabimo več v zimskem času kot v poletnem, in vsekakor si želimo, no, da bi tudi trend monitoringa nekako nadaljevali v tej smeri, da bi vključevali tudi nove parametre. Kakor vsaka kriza, nekako tudi potem zdravstveni krizi vedno sledi neka finančna kriza, in pač mogoče moja osebna skrb je tudi to, da bi mogoče zaspali ali pa zaradi finančnih sredstev nekako moderne pristope ali pa te raziskave nekako opustili, no. Morda grem k vam še, gospod Bricelj, kako ocenjujete ravnanje z vodnimi viri trenutno pri nas, tako odgovornost družbe kot politike do vodnih virov? No, jaz sem vesel o, bi rekel, trendih, ki jih je navajala kolegica, da se stanje vsaj, bi rekel, po uradnih normativih, bi rekel, izboljšuje, no, ali pa milo rečeno, ni kritično. Pa vendar jaz mislim, da se ne bi smeli na tem uspavati oziroma biti kar zadovoljni. Jaz bi rekel, tukaj moramo biti najmanj zelo pozorni, če ne bi rekel skrbni. Zato, ker menim iz izkušnje in bi rekel tudi poznavanja vsebin, da je Slovenija izjemno raznolika po, bi rekel, stanju vodnih količin in kakovosti, in da moramo govoriti vsaj v 4-5 regijah, kjer je stanje bistveno različno, in da generalizirati seveda je lahko in včasih potrebno, pa vendar. Jaz bom izpostavil samo primer, ki se ga vsi spomnite še iz železniške nesreče nad Črnim Kalom, oziroma pod njem in zaledje Rižane, ali pa onesnaženje kjerkoli drugod, ni treba domeniti, so ob večjih požarih odpadkov in tako naprej, kjer dobimo bombe, ki lahko v hipu, ampak v hipu, to je nekaj ur ali dni, uničijo vodooskrbo, na katero smo navajeni generacije, in potem je veliko vprašanje. To je danes mogoče, in sam sem bil v vlogi, ko sem bil uradno na hrvaški strani in na italijanski, in prosil sosednje oblasti, da bi zagotovile iz svojih virov oskrbo v slovenski Istri, ker je na to kazalo, da bo v veliki verjetnosti prišlo. Pa smo za neko srečo se za las izognili temu, kar pa ne pomeni, da lahko še pride, zaradi kraške hidrologije. Skratka, jaz bi bil pri oceni, da smo kar dobri in varni, zelo previden. In to bi bilo moje osnovno sporočilo, in vedno znova je treba to varnost preverjati in jo tako ali drugače z različnimi deležniki krepiti. To, da lepo je, da imamo institucije, ki pa vsi vemo, imajo šibke točke. Vsi smo samo ljudje, vključno z inšpektorskim službam, ki so ponavadi nekje drugje, kjer bi morali biti, pa jih je premalo in tako naprej. Ampak ljudje smo pa skozi in privezani na te vodooskrbne sisteme, in tukaj jaz mislim, da velja še kar veliko narediti, da se osvesti uporabnike in tiste, ki izvajajo seveda javno službo, kar so tukaj
in tiste vmes, ki so potencialni onesnaževalci, k večjemu in bolj odgovornemu sodelovanju, zato da bo voda iz pipe srednje in dolgoročno zdrava. To smo dolžni sebi in predvsem našim zanamcem, kajti brez tega to zagotovo ne bo mogoče doseči, brez, bom rekel, vsaj take skrbi, jaz bi rekel večje, kajti kolegica je omenila, vrsto parametrov se ne spremlja, pa so tukaj. In če jih začnemo spremljati, vam zagotavljam, da jih bomo našli. In to koncentracije, ki si jih verjetno najbrž ne bi želeli, pa vendar Slovenija ima srečo, da je država, kjer ima veliko količino padavin in izpiranje, če hočete, veliko, že v primerjavi z Madžarsko, ne? Kaj šele z nekim bližnjim vzhodnim državam. Ne? In tukaj, da je to izpiranje tisto, ki nas bo reševalo, jaz mislim, da ni mogoče za vse snovi in razrečevalo, in se to tako ali drugače bo pokazalo slej ko prej tudi v kakovosti, ki bo ne manj željena, kot bi si po normativih in standardih želeli. Ampak to je, en bi rekel, ampak to je detajl. Jaz bi rekel pomemben detajl, ki lahko iz detajla čez noč postane seveda bistvo. Omenili ste in bi vam tukaj eno podvprašanje postavil, železniško nesrečo pri Hrastovljah in ta vodni vir za slovensko Istro. Letos je, kot vem, ministrstvo neko rešitev predlagalo. Kje smo dejansko zdaj, približno 2 leti je po tej nesreči z dodatnim vodnim virom za Primorsko? No, to rešuje oziroma načrtuje kolegi, kot vem, je v fazi preverjana ta varianta, kot ste verjetno tudi v nekih polemikah po tako drugače medijih slišali. Gre za to, da se preverja že pred desetletji pravzaprav izbrana lokacija v Brkinih, ki bi služila kot zadrževalnik voda, ki bi gravitacijsko potem v zadostnih količinah nudil vodno varnost slovenski Istri in Krasu, ne. Z zaledjem, ki je zdaj tako ali drugače voz po robu, no. In ta rob smo na nek način občutili, ne, zdaj ob nesreči, ne, poudarjeno. Dobro, gremo še k gospodu Elkjarju. V iskanju rešitev s trajnostnim učinkom ste vi gotovo ponudili eno tako rešitev, in sicer z napravo, ki omogoča ponovno uporabo pralne vode v marinah. Zakaj dejansko gre, nam to lahko bolj konkretno predstavite? V bistvu zelo pomembno je, da vsa industrija ne spušča v kanalizacijo oziroma v odtok različne kemikalije. In začeli smo razvijati filtracijske sisteme, ki bi omogočili, da bi to vodo ponovno uporabili za nek drugi tehnološki proces. Konkretno pri marinah vse ladje oziroma jahte se perejo in letno se zamenja antivegetativno barvo. In pri tej menjavi se to enostavno zliva na tla v neke lovilce maščobe in v veliki večini direkt v morje. Marine so locirane na območjih, kjer je suša, ponavadi in pride do redukcije vode, tako da za to pranje uporabljajo pitno vodo in še onesnažujejo morje, to se pravi z ostanki te barve antivegetativne, ki je baza je plastika, polno je težkih kovin in pa biocidov. Zdaj smo razvili napravo, katera je sposobna to vodo prečistiti do te faze, da se jo ponovno lahko uporablja za pranje. Koncentrat se pa potem odloži v primeren zabojnik. Tako da marina pol ni več onesnaževalec, ampak dobimo zaprt krog. To se pravi, lahko pere tudi takrat, ko so redukcije, ker ima svojo vodo. Prihranimo pri sveži pitni vodi, hkrati ne onesnažujemo in je vse skupaj bolj pod kontrolo. Ta zelo podoben sistem
lahko uporabimo praktično v vseh industrijskih aplikacijah. Tako da se izognemo takim zadevam, ko so se zgodile v Anhovem in Šibenik. Na kakšen način bi lahko to v drugih industrijah še uporabljali? Bi bilo treba to napravo kaj prilagoditi? Dejansko je tako. Ni filtracijskega sistema, ki bi reševal vse probleme na tem svetu. Vsaka odpadna voda ima neko specifiko in je treba po problematiki vodnega vira sestaviti ustrezen filtracijski sistem. Odvisno je, kaj želimo. Ali želimo ponovno uporabiti to vodo, ali želimo očistiti toliko, da jo lahko v odtok spustimo, ali jo vse odvisno, kaj želimo narediti. To pomeni, da je vsak industrijski proces ima podobno napravo z različnimi mediji, bom rekel, oziroma z različnim podoben sistem, ampak prilagojen problematiki vodnega vira. Morda kakšen odziv na to napravo, morda gospod Rozman, se vam zdi ta rešitev dobra, da bi bil razmislek na mestu, da bi jo širše uporabljali? Ja, bi rekel, z vidika izvajalcev javnih služb je sigurno pozitivno, da se prihrani pri uporabi pitne vode, da se ne uporablja pitna voda za take industrijske namene oziroma v čim manjši meri. Zdaj tehnološko zagotovo, po mojem, lahko vsi rečemo, da smo seveda za to, da do onesnaževanja okolja v kakršnem primeru ne prihaja, da se ustvarja te zaprte kroge. To je tudi nekako cilj vsega tega govora okrog krožnega gospodarstva in tako naprej. Tako pri drugih snoveh, kakor tudi pri vodi, zagotovo. Pa morda še to, ko ravno govorite, da ne porabljamo pitne vode za druge namene, tudi uhajanje je tukaj ena od zadev, kjer bi morali zmanjšati. Kako je z infrastrukturo, da številne cevi v Sloveniji, kot vem, so precej stare, tudi prihaja do uhajanja pitne vode. Kaj pravite? Ja, zdaj vodne izgube na javnih vodovodnih sistemih so zagotovo ena tema, s katero se bomo v prihodnosti vedno bolj srečevali. Tudi nova vodna direktiva pač nekaj reče na temo vodnih izgub. Zdaj, kar se tiče vodovodnih sistemov v Sloveniji, definitivno v prihodnosti bojo potrebna vlaganja v obstoječe sisteme, da ohranimo in izboljšamo njihovo stanje. Naprimer, tukaj imam podatke, da je 35% vodovodov v Sloveniji je starih do 20 let, 45% je starih med 20 in 50 let, 8% pa celo nad 50 ali celo nad 100 let, za 12% pa sploh nimamo podatkov. Tako da definitivno je tukaj neka potreba po vlaganju tudi za zmanjšanje vodnih izgub. Sicer bi rekel, na stanje v Sloveniji glede vodnih izgub, po mojem mnenju, kljub vsemu v tem trenutku ni alarmantno, kar seveda ne pomeni, da ne bi nič delali na tem. Definitivno moramo. Mi smo v vrhu evropskega povprečja, recimo po dolžini vodovodnega sistema na prebivalca. Mi imamo kar 15,45 metra vodovodov, javnih vodovodov na prebivalca in smo, mislim, da drugi v EU po tej dolžini. Drugi podatki pa niti ne kažejo, da bi to bil tak, bi rekel, z drugimi podatki smo pa v povprečju oziroma celo pod povprečjem, recimo pri porabi pri 104 litrov na osebo na dan, pri povprečni ceni 2,26 evra na kubični meter, kar vključuje tudi odvajanje in čiščenje odpadne vode, da bo bolj jasno. Tudi pri povprečnih vodnih izgubah, ki so v Sloveniji 29%, ampak če jih pogledamo na kubike na kilometer omrežja, smo pri 1500 kubikih na 1 kilometer omrežja na leto, kar je tudi pod povprečjem, bi rekel, drugih držav Evrope. Tako da, ja, na vodnih izgubah bo pa definitivno treba v prihodnosti še veliko narediti. Morda, gospa Sovič, če kar nadaljujeva, tudi v zdajšnjem času epidemije, kako vi vidite odziv upravljavcev vodovodov morda?
Ja, zdaj upravljavci so nam res v času tudi tega priskočili zelo na pomoč z predlogi novih vzorčevalnih mest, ker je pač tudi to v času epidemije zahtevalo nek trud z obeh strani, da smo pač zagotovili vzorčenje nemoteno. Tako da tu v tej priliki se res še enkrat zahvaljujem. Vem, da so bili tudi v tem času marsikateri vodovodi kadrovsko podhranjeni zaradi dela od doma in kljub temu pač smo dobro sodelovali. Vsekakor pač bi tudi opazila, da nekako ni prišlo do nekega zmanjšanja nadzora nad pitno vodo v tem času, da je v bistvu in notranji nadzor in monitoring potekal nemoteno. Se pravi, tukaj je skrb odveč, kljub epidemiji smo redno izvajali nadzor nad pitno vodo. Zdaj nekih posebnih opažanj odstopanj ni bilo, se pravi, da bi opazili kakšnokoli zaradi epidemije poslabšanje kakovosti pitne vode. Mogoče samo v jesenskem času smo nekoliko več neskladnosti mikrobioloških opažali tudi zato, ker smo imeli relativno sušno poletje in potem v jeseni nekoliko več obilnih padavin. Del neke kontaminacije pa povezujemo tudi s tem, da vsako leto v jesenskem času se precej gnojevke odvaža na površine, ne, in to je imelo nekako tudi vpliv, potem smo ugotovili na teh manjših vodovodih, kjer so ti vodni viri manj zaščiteni, se gre za te manjše vodovode, tudi mogoče pojav večjih neskladnosti. Se pravi, kljub temu, da sem prej povedala, da smo lahko zelo zadovoljni zadnja leta z mikrobiološko kakovostjo, se pa določene neskladnosti še vedno pojavljajo na teh manjših vodovodih, kjer je pa mogoče ta skrb ali pa neka vodozaščita manjša. Gospa Miljevac, s kakšnimi omejitvami se dejansko v Sloveniji srečujemo pri uporabi pitne vode? V Sloveniji bi lahko rekli, da je najbolj pogosto razglašen omejitveni ukrep uporabe pitne vode ukrep prekuhavanja. Tega ukrepa se upravljavci poslužujejo velikokrat tudi iz previdnosti, iz previdnostnih razlogov, ker marsikje pravzaprav priprava vode ni povsem usklajena z značilnostmi tako imenovane surove vode. Tudi če bi probali to malo geografsko bolje opredeliti, govorimo predvsem o kraških virih pitne vode, ki so pod velikim vplivom površja. In tukaj ob recimo različnih vremenskih vplivih, kot so taljenje snega, obilne padavine, kadar se dvigujejo tudi površinski vodotoki in tako dalje, prihaja do zelo velikega porasta motnosti. In ker je marsikje priprava vode pravzaprav omejena morda celo samo na dezinfekcijo, brez ustrezne predpriprave, tale pojav povečane motnosti to zelo moti. Torej povečana motnost zelo moti pripravo pitne vode in ogroža varnost uporabnikov, kajti nekako ta dezinfekcija ni več tako učinkovita, kot bi morala biti. In to je to neskladje. Zato se mora v teh obdobjih dejansko dokončna odgovornost varovanja zdravja celo preložiti na samega uporabnika, ki vkolikor želi vodo iz pipe piti ali pa jo uporabiti na nek način, ki ne podrazumeva neke druge termične obdelave, prekuhati in se s tem zavaruje pred mikroorganizmi, zaradi katerih bi lahko utrpel kakšne posledice. Kar se tiče kakih drugih omejitvenih ukrepov, niso tako pogosti, na srečo nimamo glih scenarijev, kadar bi treba dobavo vode povsem prekiniti, ker to je pravzaprav še bolj tvegano, kadar vode sploh ni, kajti vodo uporabljamo tudi za druge namene, različne sanitarne namene, od splakovanja WC školjk
in ne samo neposredno za pitje in prehranske namene, kadar jo tudi vnašamo v telo. Dobro. Ko govorimo o kakovosti vode, o dostopu do vode, morda gospod Bricelj, zanimivo se mi je zdelo prej, ko je gospa Sovič omenila o dobrem sodelovanju z javnimi vodovodnimi podjetji v tem času. Spominjam se, da smo na Blejskem vodnem festivalu večkrat govorili o pomanjkanju komunikacije različnih podsistemov, stroke, izobraževanja, politike, lokalnih skupnosti. Se komunikacija in koordinacija izboljšuje? Kje smo danes? Ja, jaz upam, da se, sej veliko, bom rekel, ne samo govorim, ampak si prizadevamo, da bi to bilo tudi sistemsko urejeno. Pa vendar ne prihaja do teh vrzeli, če ne drugače, to se zavemo, ko se zgodi recimo onesnaženje in vidimo, kako, bom rekel, država reagira. Seveda najbolje je vlagati v preventivo, da do tega ne pride, in preventivnih, bi rekel, korakov, vključno z rabo vodonosnikov oziroma površja, je mnogo. In tukaj jaz mislim, da je mogoče in treba ukrepiti to sodelovanje med lokalnimi skupnostmi, izvajalci javnih služb in uporabniki vodnih virov, kolikor je le mogoče, da bi se te vrzeli med tako imenovanimi državnimi ali pa uradnimi institucijami zmanjšali. Sami so že gostje povedali, kolegi, imamo to lepo urejeno, recimo v zakonodaji, da je izvajalec javne službe odgovoren za kakovost pitne vode. Kaj pa ne naredi izvajalec javne službe, ko pride do dogodka, ki sem ga omenil, razen to, da zapre pipe in reče, oprostite, vode ne bo, ker bo noter potegnil ogljikovodike in vodo bomo zaprli. V enem ekstremnem primeru. Enako z nekimi drugimi onesnaženji je mogoč ta scenarij. Zato bi jaz res poudaril in mi se trudimo za tudi recimo ta dialog krepiti, da bi v kurikulume, v izobraževanje, v šole te preproste, bi rekel, vsebine vnesli, da bi šli razredi ven iz šole pogledati v lokalno okolje, od kje voda prihaja v pipe. Kaj se dogaja na tej poti, kaj je tam tisto, kar bi lahko recimo grozilo to kakovost. To je tisto, kar bi seveda, to izobraževanje je nujno, pa izgleda še tako banalno, ampak nujno, ker ta znanja izginjajo in tudi ta skrb izginja. Zato je odgovorna država. Vse imamo v ustavi zapisano pravico do pitne vode, dajte jo nam. Tukaj vmes se mora zgoditi kaj? Da bodo deležniki, ki živijo na vodnem viru, se zavedali svoje odgovornosti, ne samo pravice, ki je v ustavi. Noben pa ne govori o odgovornosti, o dolžnostih. Nas, ki tam živimo, da bomo čim manj onesnaževali, da bomo na, bi rekel, primeren način ravnali z rabo okolja in odpadki in vse, kar je povezano z zmanjševanjem obremenjevanja. Kdo vzgaja za to, je prvo vprašanje. Kdo izobražuje za to, je naslednje vprašanje. In kdo ta znanja potem izvaja na lokalnem vodnem viru, poleg inšpekcije in izvajalca javnih služb, je tudi zanimivo vprašanje, ki vam povem, ima zelo raznolike odgovore, če sploh, v mnogo primerih. In tukaj jaz mislim, da imamo in lahko uporabimo imenitno ta COVID in post-COVID čas, da o lokalnih vodnih krogih odpremo diskusijo v šolah, ne samo v vrtcih, pa v osnovnih šolah, ki so opravili ogromno dela, da Slovenija ločeno zdaj zgledno zbira odpadke. Ne pozabimo, da so to upravili mentorji v šolah in šele pol sistem v državi.
oni so bili inicialni, ki so to ločevanje pravzaprav zanj izobraževali in populacijo vzgojili, ker to ne moreš čez noč narediti. In enako jaz upam, da bomo se lotili tega in zavedali z ravnanjem z vodnimi viri. Mi smo zato naredili nekaj korakov, tudi mednarodnih konferenc, imamo uradno to v takih in drugačnih, bi rekel, aktivnostih, ki jih izvajamo z nevladnimi organizacijami. Tukaj bi omenil Agencijo za vodo, ki krasno deluje recimo z javnim podjetji v Sloveniji, nekaterimi žal samo recimo v Krškem, predvsem pa zelo dobro z hrvaškimi, recimo sistem na Reki, ki je izjemno občutljiv in je kraški. Šole imajo kurikulume tam razvite, obiskujejo, ljudje so ponosni na reško vodo, jo varujejo. Recimo, jaz ne vem, zakaj v Sloveniji to tak bav, da bi to v kurikulume vključili, naprimer. In s tem bi to učinkovitost povečali. Ne rabimo novih institucij pa več denarja, pa nove zakonodaje. Samo fokusirajmo se na te vsebine. Zanimiva se mi zdi ta istočnica o odgovornosti in dolžnosti do vode, do vodnih virov, pa bi morda še kakšno mnenje na to želel slišati. Morda, gospod Kjar, kje se vam zdi, da je odgovornost do vodnih virov v Sloveniji? Kako vi vidite? Najprej ja, je super, če bi vzgajali že otroke, tam se začne vse skupaj, ne. In zadeva sploh ni tako zakomplicirana pravzaprav, kot pravi gospod Mitja. Drugače pa mislim, da zelo velik korak bi bil narejen, če bi industrija vodo ponovno uporabljala, spravi, da bi poskušali zapreti te kroge, ker tam bi veliko onesnaževalcev bi imeli pod kontrolo. Kot je kolegica rekla pred leti, pred 2004 verjetno so bili vodni viri bolj onesnaženi, zdaj se kaže, da neke izboljšave. Mislim, da je to zato, ker zakon in inšpektorji precej dobro delajo, tako da ne spušča vse poprek vse v reke. Tako da mislim, da bi mogli na tem še naprej delati, ampak tako, da bi vodo ponovno uporabili, ker tehnologija danes to omogoča. Tudi glede pitne vode v teh manjših vodovodih, ki imajo težave ob vsakem deževju, vsaki suši, je voda motna oziroma mikrobiološko oporečna. Te zadeve se tudi da rešiti. Danes obstaja, je membranska tehnologija šla tako naprej, da res ima lahko čisto vsak najmanjši vodovod oziroma črpališče, ki jih ni malo po Sloveniji. Mislim, da je okrog 3500 takih črpališč in vodovodov, ki pravzaprav sploh ne prečistijo vodo, ampak samo dezinficirajo, kar ni dovolj. In s membransko tehnologijo bi lahko dosegli to, da bi imeli veliko boljšo vodo. Pred leti, verjetno, pred leti je bilo to zelo drago, ampak danes se to tako hitro razvija, tudi tako kot pri računalnikih in čiščenje vode in tehnologije tako naprej, in da je dosegljiva zdaj. To bi mogli verjetno narediti počasi, postopoma sanirati vse te vodovode. Morda še gospa Sovič, glede odgovornosti do vode, do vodnih virov, kako vi vidite to dilemo? Ja, hvala. V bistvu mogoče se je tekom let zdaj res nekoliko spremenilo tole, kdo onesnažuje vodo in kaj lahko prispeva. Jaz mislim, da je zdaj čas, da recimo vsak posameznik prispeva, in ko je gospod Bricelj omenil, da vzgajamo mlade generacije, jaz mislim tudi tukaj, da bi bolj kot na vodni vir jaz peljala otroke recimo na čistilno napravo. Ker marsikaj se konča tam, kot nek krog pa tudi začne, in da nekako tudi ljudje doumejo, kaj spuščamo pravzaprav v našo kanalizacijo in kako to potem vpliva v tem zaključenem vodnem krogu, potem na koncu na našo pitno vodo. Že majhni koraki lahko veliko pripomorejo k čistejšemu okolju. Recimo tudi to, da v
veš, koliko ne mečemo stvari, ki tja ne sodijo, da se izogibamo tem mikroplastiki, drobnim delcem, in tam na čistilni napravi se mi zdi, da se najbolj vidi, kaj ljudje pač narobe počnemo, ne? Zato se mi zdi ta vidik zelo pomemben. Kar se pa tiče membranskih tehnologij, vsekakor danes lahko za temi tehnologijami naredimo marsikaj, prečistimo vodo, odpadno bi rekla to skoraj do pitne vode, ampak mislim, da si moramo v Sloveniji postaviti nekako bolj ambiciozne cilje, kot to, da bi vodo čistili, ampak da ohranimo vodo, da bi jo lahko na koncu pili brez priprave, ne. Zavedam se, da najbrž neke čisto mikrobiološke slike, da bi imeli tako čisto okolje, da nobene obdelave ne bi potrebovali, da je to v današnjem svetu iluzija, ampak da težimo k temu, da je te obdelave pa čim manj, mislim pa, da je to lahko en cilj, ki ga pa lahko sledimo, no. Morda še gospa Miljevac na to temo? Ja, v bistvu seveda, ne, mislim, da se vsi strinjamo, da je to vzdrževanje, ne, in zdravstveno ustrezne pitne vode pravzaprav zelo kompleksno, ne. Seveda, ne, začne se že na samem viru, ne. In zdaj, če ni vir ustrezno varovan, ne, imamo potem probleme, ki se v vsaki naslednji stopnji samo lahko povečujejo, ne. Zdaj ugotavljamo, da tudi režim, ne, na varstvenih pasovih, ne, vodnih virov ni povsem reguliran, ne. V preteklosti so to bili občinski odloki, ne, potem pa država nekako napreduje, ne, in na podlagi strokovnih podlag tudi postopno sprejema uredbe, ne, s katerim naj bi se reguliral, ne. In enkrat, ko je, ne, je seveda tudi kdaj problem samega vzdrževanja tega predpisanega reda in nadzora, ne, kjer kdaj že na očigled prihaja do kršitev, ne, nekako pa se te kršitelji ne vem, ne dajo vedno pravočasno, a ne, omejiti, a ne, ali pa preprečiti neko škodo. Zdaj, seveda, ne, grožnje se nadaljujejo, ne, že na mestu priprave, že tekom distribucije, ne, ugotavljamo tudi, da so različni problemi z vzdrževanjem omrežja, od tega, da je nekje staro, do tega, da je tudi lahko iz neustreznih materialov, ki potem sproščajo potencialno nevarne snovi v vodo, da je tudi kontinuiteta marsikje ogrožena in je omogočen vdor onesnaženja. Nenazadnje pa ne pozabimo, da lahko tudi hišno vodovodno omrežje vpliva na končno kakovost vode na pipi. Marsikje se celo pri novogradnjah izkazalo, a ne, da je prišlo do škodljivih učinkov, ne, torej in ne samo pri nekih starih stavbah, a ne, kjer smo se recimo še ukvarjali s problemom svinca, ne, v omrežju in podobno, a ne. Tako da zelo, zelo kompleksno vprašanje, ki ga pokriva tudi okoljski sektor, zdravstveni sektor, nenazadnje tudi gradbeni in verjetno še kakšen, a ne. Dobro, mislim, da je približno 1 uro smo že skupaj, pravi trenutek, da še enkrat povabim tudi vse, ki nas spremljate na tem virtualnem srečanju, če bi postavili kakšno vprašanje gostom ali zapisali kakšen komentar, da to zapišete v pogovorno okno, torej v tako imenovan chat. Ko boste zapisali, napišite, komu zastavljate vprašanje, potem bom jaz to vprašanje tudi zastavil. Dokler pa pride kakšno vprašanje, pa bi morda se mi na hitro obrnili še v prihodnost. Gospod Rozman, že v začetku ste omenili nekakšen strah, da bi po tej zdravstveni krizi gospodarska kriza prinesla večje tveganje pri oskrbi s pitno vodo. Če gledamo v prihodnost, kje so vaše bojazni?
Zdaj, mogoče bi na začetku samo opozoril, jaz ne vem, kako imajo drugi, ampak mislim, da je chat onemogočen. Tako da, če onemogočen, ja. Če ne bi jaz že napisal. Tako da mogoče, da to odpravite, pa da jaz zdaj nadaljujem s tem, kar ste me vprašali. No. Ja, mislim, v prihodnosti sigurno bo na oskrbi s pitno vodo, jaz mislim, da ogromno izzivov, tako na strani, bi rekel, zakonodajalca, ki bo verjetno vlekel določene poteze, da še bolje, bi jaz temu rekel, uredi to področje, ki je trenutno sorazmerno dobro urejeno, no, ne, ampak seveda nikoli ni idealno. Tveganja so pa seveda povezana predvsem z vlaganji v oskrbo s pitno vodo oziroma s pokrivanji stroškov, ne, tako za zagotavljanje ustrezne infrastrukture, kot je bilo pa omenjeno tudi, da se bo uporabljalo ustrezne materiale, da se bo kljub temu, da se vlaga v neke sisteme filtracije ali kakorkoli za obdelavo pitne vode, da to ne bo neki izgovor, da ne bomo več pazili na vodne vire, ne. Kot je bilo prej rečeno, seveda lahko vsako vodo verjetno očistimo, ampak cilj je vsem, da imamo v vodnih virih čim bolj zdravo pitno vodo in da je tehnologija potem samo še neka pika na i, ki zagotovi neko varnost ali kakorkoli. In upam, da bomo te izzive pač uspešno premagali v prihodnosti. Gospod Brecelj, kje vidite možnosti za učinkovitejše ravnanje z vodnimi viri v Sloveniji? No, jaz mislim, da jih so zelo konkretni in jih je kar nekaj. Eden od teh je, da recimo tisti, ki so znani za izmerjenimi pritiski na vodne vire, v tem primeru kmetijstvo, pa kjer je še tudi recimo drug ali industrija ali urbani pritiski, da se z njimi stopi v neposredni dialog za ukrepe za zmanjševanje teh pritiskov, vključno z financiranjem oziroma finančno shemo in z izvedbo teh čim prej je mogoče in situ, ne, v naravi, ob tem, da se tukaj ne spreneveda, ne, ampak se govori odkrito, dobronamerno za rešitev. Ne, in se s tem tudi izboljša, če hočete, podoba tistega onesnaževalca, ki naredi vse, kar je mogoče, da tudi, bi rekel, ugled svoje dejavnosti izboljša v prid, bi rekel, kakovosti življenja na lokalni ravni, kjer deluje. Ne. To je tisto, kar menim, da v tej družbi manjka, ne. Vse je tako ali drugače nekje prikrito za zaveso, kot je gospa rekla, ja, če bodo, a ne, se imajo, se zave, ampak ne, to je težko in tako naprej. Jaz ne vem, zakaj je toliko težko in po 30 letih samostojne države še zmeraj o tem ne moramo govoriti eksplicitno, jasno in predvsem z ciljem ukrepa, ki se mora zgoditi in izvesti. Jaz bi poudaril primer dobre prakse, tle imam pred sabo, upam, da bo praksa, ne, en memorandum, ki smo ga podpisali med Slovenijo in Avstrijo ob Muri za murske vodonosnike na podlagi evropskega projekta, ki je nastal prav zaradi čezmejnega vpliva kmetijstva na obeh straneh, na avstrijski in slovenski strani, kot veste, je Pomurje izjemno občutljivo zaradi zelo plitve prsti in seveda gladine podtalnice, ki je takoj pod površjem in je tam velika, ne bi rekel, pritiski kmetijstva zahranili in fitofarmacevtskimi sredstvi na lokalne vodovode. Ne, in je nastal projekt, popolnoma nov projekt modela za oba vodonosnika pod Muro z ciljem spremljanja tega stanja v lokalnih javnih službah za oskrbo z vodo na obeh straneh meje, da vidijo, kako kmetje pravzaprav se bližajo omejitvenim koncentracijam, ki že presegajo, zato da bo v vodonosnikih, ki so povezani z sisteme za oskrbo z vodo, ostala voda
primerna kakovosti zdrave vodooskrbe. Tukaj je bil nacionalni laboratorij partner za zdravje in okolje iz Maribora, s tem, bi rekel, sodobnim monitoringom spremljanja stanja. In to so sistemi, ki so novi, ki so, bi rekel, plačani z evropskega denarja, zato da bomo mi boljše živeli in so nova orodja za doseganje teh ciljev. In na Krasu je podobno z drugimi mogoče. Vse ste zadnjič slišali Prezid, kjer izvira Ljubljanca, in tam kaj hočejo zgraditi, oziroma imajo namen veliko odpadno neko koncentracijo, kar vse pomeni, da izcedne vodne definitivno grejo na slovensko stran v povirje Ljubljance in vodooskrbne sisteme in tako naprej. To so zadeve, ki so tukaj, se dogajajo, in če jih ne bomo bi rekel, naslovili na prav in učinkovit način zdajle, ko bodo, bi rekel, investicije na sredi in seveda zadeva delovala, je zadeva prepozna. In to se bo dogajalo vedno znova. Zadnjič so tamle v Divači odkrili italijanski, ne vem kakšne količine odloženega materiala. Skratka, na Krasu, v zaledju, če hočemo reči, rižanskega vodovoda ali pa tako naprej. In tako naprej. Tukaj so zadeve, ki so, jaz bi rekel, enostavne, ki pa terjajo pozornost, fokus in delovanje. Ni tukaj nobenih, bi rekel, velikih novih tehnologij pa zakonodaje potrebna. Imamo jo, jaz bi rekel, bistveno je vzpostaviti sodelovanje z ljudmi in odgovornim delovanjem za cilj, ki je recimo čista pitna voda iz pipe. In ja, se strinjam s kolegico, lokalni vodni krog, vključno s čistilno napravo end of the pipe, ko gre voda v drugo občino. In to smo dolžni tako ali drugače začeti vzgajati, izobraževati za ta vodni krog, ki vas opozarjam, ker ste rekli, kakšni so izzivi. Vodni krogi se zelo hitro spreminjajo zaradi podnebnih sprememb, tako količinsko kot kakovostno. In tisto, kar je veljalo za Slovenijo, da smo relativno bogati ali pa zelo bogati z vodo, se zelo hitro lahko obrne v svoje nasprotje. Saj sem vam povedal nekaj primerov in ne bo več tako. Žal smo ogroženi zaradi ne samo podnebnih sprememb, ampak tudi za svojih ravnanj z nevarnimi in drugimi snovmi, vključno z hranili na kmetijskih površinah. Sami. In če se bomo sami uredili, bomo najbolj varni. In urediti razmere v svoji družini je včasih veliko bolj težko, kot govor traja o drugih, samo nas pustite primer. Morda, gospa Sovič, kje bi na področju pitne vode lahko zadeve oziroma bi bilo treba zadeve izboljšati, in če gre morda tudi, to je eno od vprašanj in je omenil je že gospod Bricelj, katere so rešitve, ki jih že imamo, pa bi jih bilo treba bolj uporabljati, če tako rečem? Ja, hvala. Se pravi, kot je mogoče že bilo povedano, marsikaj lahko naredi država z varovanjem vodnih virov. Tudi tukaj, ker imamo približno 2000 vodnih virov za javno oskrbo in več kot 20.000 vodnih virov za lastno oskrbo s pitno vodo. Se pravi, razdrobljenih manjših vodnih virov bi mogoče bila tu ena prioriteta, kaj bomo varovali, katerim vodnim virom bomo dali eno prednost. Najbrž ne bomo mogli varovati vsega. Drugi vidik je, kaj lahko mi kot posamezniki naredimo k varni pitni vodi. Je bilo že tudi marsikaj povedano, da moramo paziti na interno inštalacijo, kaj vgrajujemo, da ne prevladujejo vedno samo tisti najcenejši materiali, da nekako upoštevamo tudi to znanje. Mislim, da nova direktiva o pitni vodi marsikaj tukaj prinaša novega, da bomo tudi mi imeli nekako standarde, kaj se sme vgrajevati za stik s pitno vodo in kaj ne. No, ne nazadnje pa k samemu onesnaževanju teh vodnih virov. Se pravi, imamo sedaj mogoče še vedno v mislih, da so glavni problemi nitrati pa pesticidi, ker na nek način tako ocenjujejo podzemno vodo, ki je glavni vir pitne vode v Sloveniji.
ampak v zadnjih letih se pravi, opažamo, da se stanje tukaj precej izboljšuje. Te neskladnosti, ki jih imamo, so posledica iz preteklosti, predvsem še imamo slabo stanje podzemne vode zaradi pa desetilatrazina, ki je prepovedan že skoraj 20 let, pa ga še vedno najdemo. In to nas mora tudi nekaj naučiti glede novodobnih onesnaževal. Če ne bomo tukaj pozorni, se nam lahko zgodi čez čas enak scenarij, recimo z ostanki bolj obstojnih drugih modernih onesnaževal, pa tudi zdravil in podobno. Se pravi, mislim, da moramo precej pozornosti zdaj posvetiti tudi tem novodobnim onesnaževalom. Hvala. Dobro, bi morda zdaj dal besedo gospodu Mihajlu Tomanu, ki je prosil za kakšno minuto, dve. Torej, gospod Toman, vaš komentar. Hvala lepa. Ja, vesel sem pravzaprav ene razprave, ki je pravzaprav kar optimistična, če smem reči, glede voda. Predvsem sem vesel, da je na nek način precej optimističen tudi kolega Bricelj, ker pomeni, da ima dober pregled, kako pravzaprav ministrstvo na tem področju deluje. Bi pa opozoril na par stvari. Namreč, nekako smo naslovili ta panel voda in njen vpliv. Danes se pretežno vrtimo o problematiki pitne vode. Zelo jasno bi rad poudaril, da je pravzaprav samo en vidik vodnega kroga je pitna voda in da pogostokrat preveliko pozornost namenjamo predvsem temu. Kakšno vodo imamo, kakšno vodo bomo pili in kaj bo z nami, če bomo pili slabo vodo. Zelo pogosto pa pozabimo, da je to samo en majhen delček vodnega kroga in prepričan sem, tako kot se je razprava začela, da je tudi ta pandemija lahko en zelo dober nauk, da je pravzaprav narava povsem nekaj drugega, kot si jo mi želimo in tudi kot si jo predstavljamo. Torej, narave v bistvu sploh ne poznamo v detajle in rezultati, ki so povezani seveda tudi s pitno vodo in posledicami pitne vode tudi v naši državi. Ne smemo tega negirati na zdravje ljudi in to, kar je rekla, mislim, da kolegica Bonja, nekdo je rekel, pač ne umiramo in padamo kot pokošeni, ne vemo pa, kdo vse umira 20 let kasneje, 15 let kasneje, morda 30 let kasneje zaradi stanja v vodah. In to je prvo vprašanje, ki ga je treba nasloviti. In sem zelo vesel tudi, da je kolegica Nataša rekla, ker se mi zdi izjemno pomembno, da so pravzaprav parametri za vrednotenje tistega, kar mi dobimo v telo, nekoliko zastareli. Prav zabeležil sem si to besedno zvezo, se mi zdi idealna. Ne smete pozabiti, da pravzaprav danes ni največji onesnaževalec industrija. Da je industrija na svojem področju bolj kot ne iz različnih razlogov postala pravzaprav manjši igralec na področju onesnaževanja vodnih virov, da smo pa postali vsi mi eni največjih onesnaževalcev. Z načinom življenja, rabo dobrin, zdravstvom, ki podaljšuje življenje, zdravili, ki so bila tudi omenjena, zaščitnimi sredstvi, da dobimo več hrane. Torej, vsak posameznik, in kot sem v nekem intervjuju že tudi povedal, eden največjih onesnaževalcev v industrijskem smislu je naša kopalnica in naš WC. Pa ne to, kaj mi not spustimo. To ni sam mister Muskulo, ampak to so vse zgodbe, ki jih imamo mi na svojih telesih. Za lepoto, za zdravje in še za marsikaj drugega, da ne omenjam naprej. In mislim, da je ta pandemija pravzaprav nekaj, kar je meni
popolnoma naraven proces, kot biologu. Ker v naravi so tako imenovane virusne pandemije stalnica. In to so stalnica tako za rastline kot za živali. In mnoge vrste rastlinske in živalske so bile zdesetkane v zgodovini in danes zaradi virusnih pandemij. Kaj nas uči? Uči nas samo to, da smo še vedno na nek način del narave, čeprav to zanikamo. Me razumete, kaj hoče povedati? To se pravi, pandemija je neka povsem naravna zgodba, nobenemu ni ušla od ne vem kod, ampak je to zgodba narave, ki na svoj način odgovarja na vsa nasilja, ki se v tem času dogajajo. To je dejstvo. Ne? In to je pravzaprav tisto, kar bi moralo biti vprašanje tudi v povezavi s tem, kaj bomo mi z vodo počeli in kako bomo ravnali z vodnimi viri. In vsekakor hvalevredno opozorilo kolege Briclja, da je zadeva seveda blazno različna po regijah. Driske so marsikje sestavni del regije. Driske. To se pravi, mi se soočamo z neko zgodbo, ki mislimo, da je samo v Indiji. Tam je bolj resna driska v smislu kolere. Je pa driska. Tudi pri nas. In tako dalje. To se pravi, patogenosti sploh še nismo izkorenili. Zato, ker se tako obnašamo v večini primerov. Ne? Je tako. Pravzaprav to ni nekaj, kar pride iz neba. Ampak pride zaradi našega obnašanja. Ne? Torej, moramo biti budni, pravi kolega Bricelj. Se strinjam z njim, zelo budni. Ampak budnost nam ne bo nič pomagala, razumete, ne? Če smo budni, pa istočasno zganjamo nasilje. To je osnoven problem. Bi pa rad še na nekaj opozoril v tem pogovoru, kar pa je, se mi zdi, pa vendarle precej neoptimistično. Namreč, da komunikacija, ki ste jo omenil in o kateri smo govorili pred leti na Bledu, točno tako, ni bistveno boljša. Tukaj se pa ne bom strinjal z mnogimi. Ni bistveno boljša. Celo slabša je na mnogih primerih. Celo slabša. In to me skrbi. Poglejte, različne stroke imajo besedo, zapišejo neka dejstva. Politika in njeno mesto, kjerkoli na svetu je, da odloča. Ne postavlja strokovnih vprašanj in na nje odgovarja. Zato so strokovnjaki in zato so različne stroke. Torej politika odloča. Potem so pa še zelo različni uporabniki in če hočete tudi tako imenovani deležniki, ne, ker radi to besedo izpostavimo, pa velikrat sploh ne vemo, kaj to pomeni, deležnik, ne, da ima delnice, ali kaj bi rekel, so pa civilne iniciative in še marsikaj. In poglejte, danes je bilo na valu 202 vroči mikrofon. Izkoriščam priliko, da povem, da komunikacije ni. Potem bom povedal še drugo, up to date. Poglejte, govorilo se je za Srednjo Savo. Se ne gre zdaj za vprašanje, a tisti, ki govorijo za Srednjo Savo, a so populisti, a so zblojenci, ali so popolnoma nenaravni. Še minutko in bom končal. Pa ni bilo. Ko smo zdaj razmišljali o oskrbi s pitno vodo, znamenite Suhorke, padeža 40 let stare zgodbe, da bi organizirali tudi v društvu za zaščito voda neke vrste panel, na katerega bi povabili ljudi, ki poznajo tehnologije, projektivo, zaledje Krasa, torej Kraški inštitut, Škocjanske jame, kjer se postavljajo problemi, kaj bo z njimi in UNESCO in tako naprej. Smo populisti. Torej, ni komunikacije. Ta beseda je prišla direktno iz direkcije. Torej, inštitucije, za katero pravzaprav danes ne vem, komu služi. Ne? To so osnovna vprašanja komunikacije. In ni tako dobro, da bi bili lahko, tudi ker smo budni, ne? Ni tako dobro. In samo še nekaj, odgovornost
je tako družbena kot osebna. To sem že mnogokrat na to temo govoril. In pogostokrat se sklicujemo na družbeno odgovornost. Pazite, ta se začne z osebno in se nadaljuje z osebno. In tukaj nekaj zelo narobe. Kako narobe je pa seveda stvar vsakega izmed nas. To bi dodal k temu in še enkrat poudarek, čestitam, da je prišlo do tegale in upam, da bomo nadaljevali in da Bladewater Festival začne predstavljati pravzaprav neko zgodbo komunikacije. Me razumete, ne? Ne pa, da predstavniki oblasti, jih bom tako imenoval, da kdo, če je tukaj, ne, prizadet, ne, tako imenovane politične oblasti, pridejo na kavo, povejo svoje in grejo. To ni komunikacija. In to se je dogajalo tudi na Bladewater Festivalu ali Vodnem festivalu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Toman. Čas se nam počasi izteka, ampak bi dal besedo morda gospod Srečko Čadonič, res bi prosil 2 do 3 minute ste prosili, da poveste svoj komentar, potem pa da zaključimo z našimi gosti z zadnjimi besedami. In imamo samo še nekaj minut. Tako da, gospod Čadonič. Ja, moje ime je Srečko Čadonič, sem z družbe INTE. Tukaj za mano lahko gledate pravzaprav prvo kontejnersko enoto, ki omogoča čiščenje omrežja in pa reševanje drugih težav pri oskrbi z pitno vodo. Gospa Sovičeva nas pozna, gospod Zorman nas pozna, še marsikdo nas pozna. Mi imamo novo tehnologijo priprave vode in pa tudi drugače zelo inovativne pristope k problematiki oskrbe in distribucije z vodo. In moram reči, da našem pogovor mi je eno veliko olajšanje, ko smo mi začeli z vsem tem, je bila vedno samo vprašanje gole skladnosti in tako naprej. In če samo povzamem, kar pravi gospod Bricelj, pač parametri, ki jih ne spremljamo, so vprašljivi, imajo posledice, vzroke, mi kot lastniki tehnologije moramo marsikakšno drugo ozadje, pravzaprav vode, kemijskih, fizikalnih in ostalih procesov zelo dobro razumeti in poznati. Tudi gospa Sovičeva pravi, klasični repertoar skladnosti vode, pa pesticidi, pa te zadeve. Ja, mi se zelo veliko ukvarjamo z atrazinom pa s triazini, ki so rojalni problem, vrtin novih, ki so, ker je pač voda postaja kar precej omejena dobrina v Sloveniji. Vrtine so zelo okužene, imamo vesele novice, lahko znižamo tam nekje do četrtino, triazina, atrazina majčkeno manj, prehajamo z novo generacijo naših kinetičnih reaktorjev, ker bojo znižali te zadeve za približno 40%. In pa še en zelo zanimiv fenomen, ki se je začel dogajati, se pravi naši uporabniki, mi sploh ne pravimo stranke, ampak naši uporabniki so seveda vodooskrbna podjetja in dejansko se ta odnos radikalno spreminja in pravzaprav postajamo sodelavci, kako pravzaprav nešteto vseh težav in problemov, ki se pojavljajo pri distribuciji pitne vode, pravzaprav reševati skupaj na ekonomsko in tehnično najbolj učinkovit pa najbolj racionalen način. In to mislim, da je tisto, kar rekel, tudi take izjemne situacije, v kateri smo danes, predstavlja res priložnost, da končno začnemo sodelovati, da se postavimo vsi kot deležniki in kot tisti, ki lahko prispevamo k temu, da pač kot skupnost, kot družba lahko, bom rekel, te izzive in vse te težave, ki so in so pri distribuciji pitne vode, so težave, da jih lahko rešimo na tak način. Samo toliko. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše sodelovanje. Zdaj pa bi jaz, ker se nam čas izteka, vse goste za nekaj zaključnih besed prosil, hkrati pa vam pred tem zadnjim krogom morda še preberem sporočilo gospoda Marka Mavra, ki je dejal, da neko splošno vprašanje, kakšen je vaš pogled na zapis pravice do pitne vode v ustavo oziroma na kakšen način to implementirati v zakonodaji in praksi, morda še kot v ta zadnji del, če ima kdo še kakšen komentar, sicer pa
bi vas vprašal za konec, kateri se vam zdijo največji izzivi za prihodnost pri upravljanju z vodnimi viri v Sloveniji. Morda začneva midva, gospod Elkjar. Jaz mislim, da moramo dati poudarek. Vsi govorimo isto zdaj tukaj, ne. Treba je manj onesnaževati, se moramo zavedati, moramo začeti vsak pri sebi nekaj moramo narediti. In mislim, da kombinacija vzgoje in uporaba najnovejših tehnologij nam bo pomagala, da popravimo situacijo. Dobro. Gospa Bonja Miljavac iz NIJZ. Ja, jaz bi začela od začetka, ne. Se pravi, da ključna naloga naj bi bila preprečiti onesnaženje na samem viru, ne, in to nam bo pravzaprav vsem olajšalo delo, ne. Tako da nekako mislim, da bi tu treba pojačati aktivnosti, osveščanje, ker pravzaprav tudi samo s sankcijami ne pridemo daleč. Mislim, da veliko dlje lahko pridemo res z osveščanjem in nekim skupnim zavedanjem, kaj nam pravzaprav te viri predstavljajo, ne. In da je vsak dragocen. Govorimo o tem, da so bolj zanesljivi in varni večji sistemi, ne, kar je res, da se pa moramo zavedati, da ob izpadu večjega sistema je tudi na koncu več ljudi prizadetih, ne. Pa naj se sliši tako antropocentrično, a ne, ampak če bomo znali obvarovati sebe, bomo pa tudi druga bitja okoli nas. Dobro. Gospod Iztok Rozman. Ja, mogoče bi se pa jaz dotaknil tega, kar je gospod Maver vprašal oziroma komentiral glede zapisa pravice do pitne vode v ustavo, pa bi povezal to s tem, o čemer je bilo prej govora, ne, z odgovornostjo pa s komunikacijo. Jaz mislim, da kar se tiče predpisov, pravica do pitne vode že bolj ali manj v predpisih je, tudi je zagotovljena. Zdaj ne bom rekel, da čisto 100%, verjetno je treba še kakšno zrno dodati, da bo zadeva popolnoma tako speglana, kakor je treba. Ampak vse od zapisa naprej, jaz mislim, da še zmeraj nismo prišli do tega, da bi se popolnoma vsi strinjali, kaj pravica do pitne vode sploh pomeni. In da pomeni tudi to odgovornost, ki je prej Mitja Bricelj omenjal, ne, da ni samo mi imamo pravico do pitne vode, ampak imamo tudi vsi skupaj odgovornost, da vodne vire varujemo na ta način, da bomo sploh zdravo pitno vodo imeli. Mogoče bi zaključil samo še s tem, da se moramo vsi skupaj verjetno zavedati, da bomo morali za bi rekel, neko stabilno oskrbo z zdravo pitno vodo in pa za varovanje vodov veliko vlagati v prihodnosti. Pa ne govorim samo o denarju, čeprav tudi to je del vlaganja, ampak vlagati bomo tudi morali znanje in vlagati bomo morali predvsem naš čas in v komunikacijo, ki je izjemno pomembna in se strinjam z sogovorniki, da tukaj verjetno najbolj šepamo, ne, zaenkrat. In upamo, da se bomo navadili komunicirati. Toliko bi imel. Dobro, hvala. Beseda je vaša, doktor Nataša Sovič. Ja, jaz ne bi ponavljala, kaj so povedali že moji sogovorniki, mogoče bi pa tukaj spomnila samo, da okoli 7% Slovencev ni priključeno na javni vodovod, se pravi, se oskrbuje z nekih lastnih vodovodnih zajetij, katere tudi marsikdaj kakovost je zelo vprašljiva. In pravico do pitne vode pač vidim tudi v tej luči, da se intenzivno vključi tudi lokalna skupnost k reševanju tem problemom, da ta priklop, kjer je tam seveda možen, ker poznamo regije, kjer mogoče priklop na javno vodno infrastrukturo ne bo možen, ne. Se pravi, ampak tam je možno, da je to tudi cenovno dostopno in da pač se to nekako omogoči. In to pravico do pitne vode nekako vidim skozi tudi to luč. To ne pomeni, da je voda zastonj, ampak da je pa na nek način to cenovno dostopno. Dobro, hvala. In še gospodu Miti Briclju gremo na Ministrstvo za okolje in prostor. Ja, hvala lepa. Saj so povedali kolegice in kolegi, pa vendar naj mogoče poudarim,
za vse to, kar so povedali, ali smo povedali, je zelo lep izgovor oziroma pregovor oziroma moto iz agende 21. Misli globalno, deluj lokalno. Lokalni vodni krog, skrbimo zanj, kolikor je mogoče, z vsemi znanji, ki so danes res bogata, in tehnologijami za, bi rekel, tudi ukrepanje. Skratka, misli globalno, deluj lokalno in odgovorno za izvajanje pravice do vode, ki je v ustavi. Brez te odgovornosti na lokalni ravni ne bo mogoče izvajati pravice. In še nekaj bi rekel, kar je naplavil ta COVID v evropskih institucijah in se mi zdi zelo pomembno. Če ste pozorno poslušate, boste videli, da se uporablja v dokumentih čedalje pogosteje beseda pošteno, fair. Kakor da je, če pomislimo, prej bilo nekaj drugega. Od zdaj naprej pa pošteno. Pošteno na vseh ravneh. Če hočete na upravni, izvajalski in v civilni družbi za ta cilj. V poštenem partnerstvu za vodni krog in za zdravo in varno prihodnost z našo vodo, bi jaz rekel. Hvala. Dobro, hvala tudi vam. Na tej točki bomo to današnjo 1,5 dolgo razpravo zaključili. Vsem gostom bi se najlepše zahvalil za sodelovanje, za vaše stališča, vaše razmisleke. Vsem želim, kolikor se le da, prijeten praznični čas, ki je pred nami. Upajmo, da bodo zdravstvene razmere v prihodnjem letu precej boljše. In obenem je tudi že napoved, 10. in 11. juni prihodnje leto si lahko zabeležite v svoje koledarje, takrat bo, upajmo, da bodo razmere to dopuščale, naslednji Blejski vodni festival. Priključile se mu bodo tudi nove države, nov partner, Fine Water Summit. O vsem pa boste seveda pravočasno obveščeni. Za danes pa hvala za spremljanje današnje virtualne razprave in nasvidenje. Hvala. Hvala, nasvidenje. Ja.